V okviru projekta SmartMove smo poskusili neko alternativno, modernejšo inačico, tako imenovane dinamične prevoze, kjer gre za prevoze potnikov, v bistvu po naročilu, od doma do službe, od vrat do vrat, s kombiji. Pilotni projekt GoOpti Gremo skupaj naslavlja problematiko prometnih konic. In ravno tako išče rešitve pri organizaciji dnevnih potovanj vozačev na relacijah, kjer ni dobre alternative z javnim potniškim prometom. Partner projekta GoOpti je izvedel 3-mesečni poskusni projekt na to temo. Podatke smo pa obdelali na Inštitutu Jožef Stefan in z veseljem povem, da so bili rezultati zelo pozitivni na več področjih. Zadovoljstvo uporabnikov je bilo visoko. Tudi sama hitrost prevoza je popolnoma primerljiva z drugimi načini prevoza, tudi z osebnim avtomobilom. Pomembno je tudi dodati, da ti dinamični prevozi niso bili konkurenca javnemu prevozu, ker je kar 3/4 potnikov pred tem ali pa normalno uporabljalo avto, sedaj so pa uporabljali ta dinamični prevoz. Jaz sem se februarja začela voziti s temi prevozi, vendar sem si marca kupila nov avto, ki pa je potem zaradi te moje vožnje, ki mi je bila omogočena, stal v garaži. Če bi imela možnost še naprej se voziti, bi verjetno, če bi bilo 100% zagotovljeno, en avto sigurno prodala. Jaz bi priporočila to vsakemu. Verjamem, da bi se še marsikdo pri nas odločil, če bi vedel za to varianto. Rezultati projekta kažejo, da si ljudje pravzaprav želijo alternativ osebnemu avtu, namreč kar 75% naših potnikov je povedalo, da bi radi s takim tipom prevoza nadaljevali. Večja zasedenost vozil pomeni tudi boljšo optimizacijo poti, kar pomeni boljšo uporabniško izkušnjo, manj vozil na cesti in pa nižjo ceno mesečne vozovnice. Kar se pa okoljskih parametrov tiče, so pa tudi ugodni, recimo na osnovi podatkov iz tega projekta oziroma iz tega poskusa smo izračunali, da je bilo prihranjenih okrog oziroma zmanjšanih okrog 30-40% izpustov v smislu ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov in prašnih delcev. Naredili smo tudi določene simulacije, kako bi to šlo v primeru, ko bi bili ti kombiji še bolje zasedeni, kot so bili, in nekako se ocenjuje, da je možnost izboljšanja tja do 70%. Za dolgoročni obstoj skupinskih prevozov je potreben čas in financiranje, da se ljudje navadijo uporabljati tak tip storitve in da tako dosežemo kritično maso uporabnikov, ki je nujno potrebna, da se začnejo pokrivati stroški. Zato tudi si želimo, da bi vzpostavili sodelovanje z javno in zasebno sfero, da skupaj razmislimo in postavimo te nove poslovne modele, ki bi omogočili tak tip prevoza.